Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ponovno smo v studiu Figovec. Poslovili smo se od šimpanzov, Roka, Irene in živalskega vrta, da nadaljujemo. Zdaj bodo tema uganke. Še predtem pa gremo v Gali pogledat, kaj se pa dogaja z vremenom. Gala. Ja, po nebu šviga, švaga in zapira pogled. Ugani, Maša, kaj je to? Oblak! Ja, res je. Zunaj je oblačno, 8 stopinj, piha šibek severni veter, vlažnost je visoka. Danes bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Proti večeru se bo na severovzhodu delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo do 15 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod bo pretežno oblačno. Na Primorskem in Notranjskem ter ponekod v osrednji in južni Sloveniji bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 6 do 10, najvišje dnevne od 16 do 20, ponekod na vzhodu do 23 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasne bodo padavine, deloma plohe in predvsem v vzhodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. Sedaj pa kar vračam besedo Maši in poglejmo, kakšne so res tiste prave uganke. Hvala, Gala, pa saj tudi tebi je prav dobro šlo, ne? Mogoče pa, če boš pridno delala na ugankah, pa kdaj tudi tebi uspe izdati. Ja, morda nova niša, ne? Morda, nikoli se ne ve. Gala, hvala, se gledamo kasneje s celotno porcijo aktualnih informacij. Tako je, se gledamo. Mi pa nadaljujemo in najprej imam eno uganko za vas. V knjižni obliki, ob mančkovi sliki, izšlo jih je 100, kaj neki je to. To je v bistvu prav tole, tale knjiga, ki jo držim v rokah, Ugibanica, in to uganko je zapisal Ambrož Kvartič, njen avtor, na svojem Facebook zidu, ko je išla ta zbirka ugank. Ambrož Kvartič pa je drugače, Velenjčan, ki zdaj že nekaj časa dela, živi in ustvarja v Ljubljani, je radijski voditelj, televizijski napovedovalec, piše vprašanja za razne kvize, etnolog, celo doktor etnologije, folklorist, gledališčnik, glasbenik, ni da ni, tako da multitalent, ki ga danes gostim tukaj v studiu. Ambrož, lepo dobrodošel v našem studiu. Živijo. A to pomeni, da moram priti še tolikrat in tolikrat o kakšni drugi temi kaj povedati? Ja, seveda, ker danes ne bo v tem času, nama ne bo uspelo čisto vsega zaobjeti. Ne bo. Sem si prišel v bistvu prav z radija, ne? Prav z radija, prav z jutranjega termina. Tako da si sveže naspan. O vremenu še kaj vem, o spanju pa ne. Ampak danes bo glavna tema pogovora tale knjiga Ugibanica, 100 ugank. Mogoče, če poveš najprej, kaj v bistvu je to, glede to, da je naslov Ugibanica, je to neka slastna literarna poslastica, ki spominja na gibanico. Lahko je to, katere pač sestavni del so tudi orehi, ki jih je treba treti, lahko je to ime tele ptice, ki je na naslovnici, lahko je to, neka nonsensna beseda, ki komu že kaj pove, pač je pa zapomljiva, to pa moraš priznati. Ja, je. In je tvoje delo tudi naslov? Je. Gre za zbirko 100 ugank, takole lahko pokažem tudi malce, kako vse skupaj izgleda. Povej, kako je prišlo, to je v bistvu že tvoja druga knjiga ugank, kako je prišlo do nje? Ja, uganke spremljajo mene zadnjih recimo 5-6 let. Začelo se je pravzaprav na zanimiv način, ker en moj kolega, tam iz mojih krajev doma, je takrat ilustriral za Ciciban en komplet ugank in je seveda pač uganka ima zraven ilustracijo, njene rešitve, in v tisto kompilacijo nekih predmetov na ilustracijo je vključil tudi neko ptičje strašilo. In so mu rekli urednice, da pač ali naj priskrbi eno uganko o ptičjem strašilu ali pa naj ptičje strašilo izbriše iz ilustracije, ker je bilo toliko dominantno na sliki, da je pač motilo bralca pravzaprav. In je rekel meni, in jaz sem takrat napisal pravzaprav svojo prvo rimano tako, ta zaresno uganko, kakršne so tudi tele. Ampak v nekem navalu ustvarjalnega pretiravanja sem jih napisal 6.
o ptičjem 6 za strašilu. isto geslo. 6 za ptičje strašilo. In pač bodo že sami izbrali tam na uredništvu Cicibana. In to je očitno pritegnilo tako pozornost, toliko pogledov, da smo se kar hitro zmenili za nove uganke in kar hitro zmenili tudi za serijo iz meseca v mesec paketov ugank, in to je trajalo recimo neke 3 sezone, vsak mesec drugo področje, drug vsebinski sklop in nekih 6 do 8 ugank iz tistega vsebinskega sklopa. Recimo kot je potem tudi tale knjiga organizirana, zdaj le kažeš gore, potem je kje jezero, pa pust in tako naprej. Pust, evo ga. Malo vezano na čas v letu, malo vezano na kar nekaj. In v tistih 3 letih se je potem nabralo skoraj 200 ugank, že česno, 230 ugank. Iz teh je potem išla ena manjša zbirčica pri založbi Mladinska knjiga, v zbirki Čebelica, kar jih je pa ostalo. Kdo in kaj razvozlaj, tako. Kar jih je pa ostalo, in ostalo jih je, kot rečeno, veliko. Za njih smo se pa potem pri založbi Miš dogovorili, da bi jih pa izdali v enem takem zaokroženem paketu 100, lepa okrogla številka, da pa bi jih potem poenotili z ilustracijo, se pravi, da bi vse moral ilustrirati novi ilustrator, in so si izbrali oziroma so poklicali, povabili k sodelovanju legendo Marjana Mančka. Ti si bil zelo žalosten, a ne? Jaz sem bil navdušen, kako pa, ker on je bil meni všeč, že pač itak me je spremljal že od otroštva naprej, tako kot marsikoga. In zdaj lahko rečem, da sva skupaj z Marjanom Mančkom izdala eno knjigo, zbirko. Se pravi, ti nisi imel tukaj nič prstov vmes, to se je založba sama odločila, da... Pri izbiri ilustratorja ne. Pri končni izboru ugank pa pač ja. Katere so tiste, ki so pa morda še malo boljše izmed vseh, da so vredne res knjižne objave in tudi ilustracij. Potem sta kaj najbrž skupaj z urednico zbrala skupaj Tako. uganke. Ja. Ilustracij pa nisem videl, dokler ni knjiga izšla pred 2 mesecema. A res? In sem pač bil tudi sam popolnoma presenečen in čisto navdušen. Pa si se srečal z Marjanom Mančkom? Ne še. Ne še. Ne poznava se sploh. Pisala sva si nekaj, ampak Pa mogoče dobro, vem, kako izgleda, no, ampak ne bi se pa zares mogoče tudi pozdravila. ta epidemija malce kriva za to, da se nista srečala, nekaj najbrž je potem tudi vse malo bolj nadaljavo potekalo. Je pa epidemija kriva tudi za to, da so se uganke še bolj razširile, lahko rečemo. Dejansko, pravzaprav povsod po svetu zdaj le ugotavljajo, namreč malo spremljam te kroge, prej si omenila, da sem tudi etnolog in folklorist. In pač uganke so seveda že od nekdaj s človeštvom, tudi kot ljudski žanr in tako naprej. In ko sem malo spremljal, kaj počnejo kolegi povsod po svetu, kot rečeno, so vsi po vrsti ugotavljali, da je ta epidemija tako rekoč vrnila ugankam veljavo. Pač da, ko smo vsi zaprti doma, očitno potrebujemo, ne bom rekel zabavo, ampak ja, da zamotimo možgane. No? In da je pač, da so uganke ravno v to smer cepljene oziroma ta pravo zdravilo za točno to, kar smo očitno potrebovali vsem tem času. In ker je to tako, so potem tudi pri nas, na radiju, konkretno na Valu 202, rekli meni, če bi pa morda naredili eno ugankarsko rubriko za otroke, ki so pa ostajali doma, ker šole ni bilo. In pač, ja, seveda, ugank sem imel ogromno, tudi prebrati jih znam na glas. Torej zastaviti. Dodatni bonus. In to je bila pa strašanska uspešnica. Sicer pač obljubljena je bila neka simbolična nagradica za otroke, ki so poklicali in pravilno odgovorili. Ampak že sam naval, pač zvonjenje telefonov je bilo pravzaprav neverjetno. In tudi tam se je videlo, koliko uganke pomenijo očitno v tem času, koliko znova pomenijo, recimo. In pač, že prej smo bili v pogovoru za zbirko, po vsem tem, pa še pač toliko bolj, morda celo malo pohiteli z izdajo, in zdaj je zbirka tu. Zdaj je zbirka tu iz založbe Miš. Založba Miš jo je izdala
Pa povej, kakšni so kaj odzivi, ne, zdaj po 2 mesecih? Kar pride do mene, je samo dobro, samo pozitivno, samo super. Res je, da pač s temi ugankami jaz, kot rečeno, živim že 6 let, tudi s temi konkretno, a ne, pač nekatere sem napisal in že pozabil, da obstajajo. Tako da pač ni bilo iz rok v usta. Prve odzive na te uganke sem recimo že dobival na same tekste. Ampak na zbirko pa menda, ja, zelo. Tako zelo, da bi morda kdaj razmišljali o drugem delu, ampak to je še, novih 100 prenagljeno. ugank. Prenagljeno. Koliko ugank ti je pa še ostalo na zalogi, ki še niso bile izdane v knjižni? 100 jih je še, gotovo. Morda bo kakšno za dopisati, glede na vsebinski sklop, ampak materijala je še eno. To sploh ni vprašanje. Sicer pa po bolj kot ne vseh knjižnicah v Sloveniji je že tole. In knjižničarji dajo največ odziva. Aha. V smislu pač izposoje same in v smislu vsebine pač odzivov, ocene ali karkoli takega. To pa tudi na založbi vedo. Kako pa drugače ti, kakšen je tvoj ustvarjalni proces pri pisanju ugank? Imaš najprej v glavi eno geslo, za katero ki se ti zdi zanimivo, pa rečeš, ja, na to geslo bi pa jaz uganko naredil, ali se ti to kar sproti porodi? Veš, kako je sestavljanje ugank, je v vsakdanjem življenju, recimo hodimo po svetu na način, pač postavi se vprašanje, treba je poiskati odgovor. Kako bom prišel danes v mesto? Odgovor je z trolo. Pri pisanju ugank je proces pa obraten. Se pravi, najprej je tu odgovor, ki mu je treba dati vprašanje. Kar pomeni, da v končni fazi, kamorkoli pogledaš okrog sebe, vse je lahko potencialni odgovor na neko vprašanje ali, ko to vprašanje spraviš v neke verze, rime, odgovor na neko uganko. Zato, da je stvar malo bolj organizirana, tako pri literarnih revijah omenjenih, kot pri Ugibanici, je pa potem fino, da imaš nek vsebinski sklop, se pravi, ne vem, park v mestu, in potem se sprehajaš po parku v mestu in gledaš, kaj bi bila potencialna uganka. Pač spomenik, klopca, golob, drevo, pač vse lahko pride v poštev. Fino pa je, ker naslovniki teh ugank so primarno seveda otroci, da je to nekaj oprijemljivega, ne abstraktnega, ne pojem kot tak, in pa tudi, da se da ilustrirati. Se pravi, da je nek fizični oprijemljiv predmet, kar je pravzaprav še najbolj del otroškega sveta. Ne? In ko najdeš ta potencialni odgovor, ko si ga izbereš, pogledaš z različnih zornih kotov nanj. Se pravi, recimo klopca v parku, če sva se ravno tukaj ustavila, kaj vse se da z njo početi? Pač ne, se da sedeti, da se ležati, stoji pri miru večino časa, ne? Kaj še, golobi se na njej, pač karkoli že, ja. Včasih kaj pustijo. Tako ob njej recimo stoji smetnjak, karkoli pravzaprav. In ko najdeš vse te ne posebne, ampak opise, no, ki lahko pridejo v poštev, jih potem pa sestaviš v neke rimane verze, zato da se zvočno in estetsko uganka potem lepo zapiše. In v bistvu, ko si ravno omenil klopco, sem poiskala to uganko, da lahko potem vidimo, kakšen je končni rezultat, zdaj smo izvedeli proces. Po parkih vse dni čakajoče povabijo mimoidoče. Na svoje široko sedalo, no dajte, spočite si malo. In malce si bomo spočili tudi mi, namreč čas je za oglase, po oglasih pa nadaljujemo pogovor z Ambrožem Kvartičem in še več bomo povedali tudi o Ugibanici. Se gledamo. Zmaji, vitezi, kraljice, rože, gobe, pajki, ptice, origami, šah, potice, mnenja, miti in resnice so ujeti med platnice ter zloženi na police. Kaj je to? Kaj so to?
To so knjige in to je bila še ena uganka, ki sem vam jo zastavila, kajti govorimo tudi o knjigi Ugibanica, 100 ugank in prav ta uganka je bila iz te zbirke ugank in seveda je z nami še vedno Ambrož Škvartič, avtor Ugibanice. Veliko sva že povedala o Ugibanici in o tem tudi kakšen je tvoj proces ustvarjanja ugank. Omenil si, da gre pri ugankah za obraten proces kot sicer pri zastavljanju vprašanj, kjer se najprej ve odgovor, potem pa se zastavi neka uganka, vprašanje. Pa glede na to, da tudi veliko vprašanj pišeš za kakšne kvize ali pa podobno, me zanima, kaj imaš raje, vprašanja ali odgovore? Wow, zanimivo vprašanje. Ali imaš odgovor na Odgovor. Ne, sestavljanje vprašanj je en tak, ja, je kreativni proces, pač, ker odvisno od formata, no. Recimo tu pri uganki pač vse obstane v zraku. In moraš pač ti na podlagi informacij, ki si jih dobil, med katerimi je vsaka zase pač lahko namiguje na več stvari, vse skupaj pa šele dajo končni odgovor. In je to ena oblika tudi zastavljanja vprašanj oziroma ugank oziroma kvizov. Če imaš pa kviz, recimo ABCD, zaprtega tipa, je pa proces malo drugačen, ker je potem treba najti 4 enakovredne odgovore, v smislu, da so vsi enako možni, ker če ne, nisi nič naredil, potem niti treba toliko komplicirati pri samem zastavljanju, lahko vprašaš naravnost, katerega leta je bilo to pa to, lahko pa vseeno malo zavijaš stvari okrog. Konkreten primer, ki mi je zelo všeč, recimo, je vprašanje, recimo, kaj je Krištof Kolumb prinesel iz Amerike, oziroma kaj smo v Evropi začeli jesti, potem ko je pač Krištof Kolumb Ameriko odkril, in potem imamo koruzo, krompir, papriko in jajca na pamet. To je tako naravnost vprašanje z ABCD možnostmi. Lahko pa isto vprašanje potegnem malo v drugo smer in vprašam, kaj od naštetega so jedli Rimljani. Krompir, koruzo, papriko ali jajca. Potem se ve, kaj smo že takrat imeli v bistvu tukaj. Pač, tu mora se zgoditi pa miselni preskok. Najti moraš ključ, a ne? Ok, vse so lahko jedli, ampak zakaj pa nečesa ne bi? In takrat se pobrskaš po svojem znanju, se spomniš, da pač šele z odkritjem Amerike, vsaj odkritjem strani Evropejcev, So določene jedi prišle k nam. so določene, ja, tako, stvari prišle v Evropo in šele takrat, mislim, šele veliko potem po Rimljanih se je lahko to zgodilo, so lahko šele to jedli in tako prideš do odgovora. Se pravi, kot sestavljavec moraš že predvideti miselni proces potem reševalca, a ne? In tu rahli detajli... V bistvu to je kot neka uganka znotraj vprašanja. Tako. Ja. V detajlih se precej razlikujejo recimo zastavljanje ugank, vprašanj in tako naprej med seboj. V globalu pač je pa proces zelo podoben. Spet iščem pravilni odgovor, najprej poiščem pravilni odgovor in potem na podlagi pravilnega odgovora sestavim vprašanje. Ampak ja, kot si rekel, in kot pravijo, srž ali pa hudič je v detajlih, ne? Tako da detajli so v resnici na koncu pomembni. Tako. Pa da se še malo vrneva tudi k Ugibanici. Komu je v bistvu ta knjiga namenjena? Ali je to od 3 do 99 let, ali je prav kakšna ciljna skupina, koliko stari otroci? Pač v principu ja, je za otroke, ker so pač tudi uganke v osnovi že nastale za otroško literarno revijo, za Ciciban, torej začetek osnovne šole ali pa konec vrtca, začetek osnovne šole tam do nekega 3., 4. razreda. To je primarno. Sicer pa pač vsem lahko povem, Ne bojo omejitev, ne? lahko povem, da pač na radiju pri nas kar tu pa tam pač voditelji posežejo po ugankah za pač nočni program, za upokojence, ki ne morejo spati. In sicer so tudi uganke in vsakršne take miselne reči pač dobre za preganjanje starostnih težav s spominom in koncentracijo. In ja, tudi za pač starejše, za vse tiste, ki delovno že niso več aktivni, je tole povsem primerno, ker se zabavajo in rešujejo zraven.
Pa drugače pišeš tudi kakšne uganke, ki bi bile pa lahko namenjene recimo odraslim, ki niso toliko za otroke, ki so prav targetirane za odrasle. Si že kakšno takšno napisal? Veš kaj je tudi? Tule notri je že tudi recimo, ali pa tudi nasplošno so kakšne uganke, ki recimo otroku ne predstavljajo čisto nobenega problema, odraslemu pa. Aha, Zato, ker smo recimo kot odrasel že toliko si sfokusiran na neko točno določeno razmišljanje, ki je bolj kot ne pragmatično, funkcijsko, kako priti skozi življenje, a ne? In ti morda neko lateralno razmišljanje širše od siceršnjega ni več toliko domače. Zato so kakšne uganke, ki recimo so primarno za otroke in tudi lahke, čisto objektivno gledano, lahko tudi kar Izziv. trd oreh in izziv za odraslega. Tako da jaz ne bi rekel, da obstajajo otroške in odrasle uganke, pač obstajajo pa uganke za otroke in za odraslega, se pravi za oči otroka in za oči odraslega, skozi katere jih pa bere in rešuje. to si zelo dobro povedal. In v bistvu ti pa za Ciciban in tudi nasplošno ne pišeš samo ugank, ampak pišeš tudi pesmi. Ne? In jaz že kar nekaj časa pričakujem, da bi tudi tvoje pesmi šle v kakšni knjižni obliki. Se kaj lahko česa takšnega nadejamo? Verjetno, morda. Plani so vedno, želje so še bolj vedno. Ampak pač, sej, ko se materijala dovolj nabere, tako kot je v primeru ugank in ugibanice, bo tudi to. Bo tudi to še prišlo na vrsto. Pridem predstaviti brez skrbi. Ko mi čakamo. Si pa sicer tudi ne, kot sem na začetku omenila, si tudi doktor etnologije, pa folklorist. Ali ti tudi tu to kaj pomaga, oziroma črpaš tudi to vrstno kakšne ideje za kakšne uganke ali pa za kakšna gesla? Lahko rečem ja, lahko rečem, da ne tako pogosto. Zanimivo je recimo, če si me izvala, no? Skozi te moje oči strokovne kompetence, opazovati uganke, recimo ljudske ali pa takšne, ki so jih pisali od Župančiča nazaj, se pravi še Vodnik in še tako naprej. Zgodovina ugankarstva na Slovenskem. Ja, ker recimo metafore, ki jih uporabljajo tisti, ki so jih uporabljali tisti sestavljavci, danes sploh ne potegnejo nobenemu več. Kaj bi to naj bilo? Konkretnega primera se zdajle verjetno ne bom spomnil. Ampak imamo druge asociacije. Ampak imamo, ja, svet se spreminja, pač tudi takale knjiga, no, in uganke, ki nastajajo, so otrok nekega časa siceršnjega, če ravno so njihove rešitve recimo brezčasne, no, vsaj približno. Ampak če pa gledamo dolgo obdobje ugank, se pa močno spreminja in svet okrog njih in posledično one same. Pač danes ne bomo več vedeli, kaj je, ne vem, cepič za mlatiti zrnje iz slame, oziroma saj otrokom to ne bo čisto nič povedalo, sploh pa ne metafore, ki bi jih morda nekdo izbral, da bi ta cepič pač opisal oziroma spravil v uganko. Tako da ja, uganke so hkrati brezčasne in hkrati otroci svojega časa. No. To pa mi da recimo moja etnološka perspektiva. In kako se uganke, v bistvu pisanje ugank, vklaplja v tvoje siceršnje delo? Ne? Ker kot sem že na začetku naštela, počneš marsikaj. Kaj je v bistvu, bi rekel ti, rdeča nit ali pa nekaj skupnega pri vsem tem, kar počneš, pri vsem tvojem delu? Ali obstaja? To je pa tako težko odgovoriti. Pač uganke... To je pa še uganka. Nekaj so ja, to je velika uganka, kako tole odgovoriti, ampak uganke so v praksi nastajale povsod in marsikdaj. Pač veliko jih je nastalo čisto iz pragmatike, ker so uredniki klicali, a je že nov paket, a ja, dajte mi še 2 dni in potem je nastalo. A ne, sicer pa ne vem, kakšna nastane tudi med tem, ko počnem kaj drugega. Recimo, ko sedim v pisarni, pa bi moral početi kaj drugega. Kakšna je verjetno nastala že tudi na WC-ju. Zagotovo. Se pravi, tu... Sočna. Prebrala si, zdaj pa veš, katera bi bila to.
Tu notri sicer ni uganke z rešitvijo WC, obstaja pa tudi ta uganka. A imaš najljubšo uganko? Svojo ali nasplošno? Oboje. Nasplošno me že od nekdaj spremlja tista, da fantek nima kapice, kapica ima fantička. Ta je Niso kar imele sapice, poznana. niso vzele kapice, vzele so fantička. To mi je pač moja mama že od nekdaj zastavljala. Svoja pa... Vžigalica je že fajn. Ja, a jo lahko preberem. Meni je vžigalica zelo ljuba. Vitka dama, rdečelaska, se ob škatlico popraska. A pri tem res pretirava, saj se ji uname glava. Vžigalica. Drugače pa si omenil, ne, da včasih kakšna nastane uganka mimogrede, včasih ti reče, a ima že novo pošiljko ugank, paket ugank, včasih ti pa tudi voditeljica določene dopoldanske oddaje reče, če lahko napišeš kakšno uganko prav za nas, in da lahko potem to uporabimo kot nagradno igro, da nekomu tole ugibanico tudi podarimo, če bo seveda pravilno razvozlal uganko. Pa bi prosila, če nam prebereš uganko, ki si jo prav za nas naredil. To je posebna čast. Ambrož Kvartič je za nas. Prav za vas, evo v tole beležko. Eden se na sapicah med oblake vzpne, drugi pa v pravljicah viteza podžge. Kaj je to? Seveda bo uganka objavljena tudi na naši Facebook strani in tam boste lahko odgovarjali in nekoga bomo izžrebali in ta nekdo bo dobil tole ugibanico 100 ugank, avtor Ambrož Kvartič, ki je tudi zdajle moj gost, tako da to se definitivno splača. Ambrož, hvala ti Hvala tebi. za to, da si prišel predstaviti tole knjigo in nam tudi malce širši vpogled dal v uganke, pa se vidimo, ne, ko izdaš še tisto knjigo s pesmimi. Pa, Kar sem obljubil, sem obljubil. kar si rekel. Obljuba dela dolg. Uspešno še naprej in upam, da boš še veliko ugank napisal, hkrati pa, da ti samo življenje ne bo prevelika uganka in da boš dobro vozil skozi njega, čez njega. Skozi njega. No, kdo je zdaj to dobro povedal? Jaz. Voditeljica, zadnja beseda. Hvala, Maša. To je pa oddaja na konkurenčni televiziji. Hvala, Maša. Hvala, gledalci. Uživo ali v zamiku. Hvala, Ambrož. Mi gremo zdaj v oglase, po oglasih pa nas čaka gala z zadnjo porcijo aktualnih novic, pa tudi prometa in vremena. Se gledamo!